pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, spoštovani gostje, na prizorišče današnje slovesnosti prihajajo ministrica za obrambo Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman in poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek. Enote, mirno! Častni pozdrav, levo! Mirno! Na prireditveni prostor prihaja poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Bojan Brecelj. Pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Mirno! Na prizorišče prihaja zastavni oddelek 15. polka vojaškega letalstva. Spoštovani, dovolite mi, da med nami pozdravim ministrico za obrambo Andrejo Katič, načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Milka Petka, ter vse vas, cenjene goste, ki ste se odzvali našemu vabilu in nas počastili s svojo prisotnostjo. Z današnjim slovesnim postrojem pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva bomo obeležili dan vojaškega letalstva. Praznujemo ga v spomin na prvi bojni polet letal dvosedov Ljubljanske stotnije 12. januarja 1919. leta. K besedi vabim poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, polkovnika Bojana Brecelja. Spoštovani, ministrica za obrambo gospa Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek, poslanci državnega zbora iz domicilnih občin, spoštovani župan občine Krško in predstavniki občine Brežice, Sevnice in Stanjevica v Krki, predstavniki lokalnih skupnosti, upokojeni pripadniki ter pripadnice in pripadniki enot Slovenske vojske. Cenjeni gostje, dobrodošli in lepo pozdravljeni na slovesnosti o prazniku slovenskega vojaškega letalstva. V vseh razvitih deželah s tradicijo in narodnim ponosom ima zgodovina avtohtonega prebivalstva pomembno vlogo in
in tako jo ima tudi pri razvoju vojaškega letalstva pri nas. O tem imamo že mnogo povedanega, zapisanega in ovrednotenega. Večkrat sem že poudaril, da imamo Slovenci bogato vojaško letalsko tradicijo, na katero smo lahko ponosni. Vojaško letalstvo v samostojni državi pa ima bogate izkušnje, ki smo jih začeli pridobivati pred dobrimi 25 leti s prebegom pilota majorja Jožeta Kalana in tehnika letalca praporščaka Bogomirja Šušterja, ki sta s helikopterjem Gazela preletela iz Mariborske vojašnice v vrsti Slovenske teritorialne obrambe. V kratkem razvojnem obdobju smo dosegli odlične rezultate ter postavili usposobljeno, primerno opremljeno in učinkovito enoto vojaškega letalstva Slovenske vojske, ki bi bila danes zagotovo v ponos ljubljanski letalski stotini, ki je na današnji dan, 12. januarja, pred 99 leti opravila svoj prvi bojni polet, ko sta pilota Vilko Peternel in Franc Zupančič poletela na izvidniški polet na Koroško. V čas na ta bojni polet smo se danes postrojili pripadniki in pripadnice 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, ki za dane naloge opravimo združeno, profesionalno in kvalitetno, ter odzivno izvajamo poslanstvo nadzora in varovanja zračnega prostora Republike Slovenije in s tem zagotavljamo suverenost zračnega prostora Republike Slovenije. Da smo nepogrešljivi partner pri reševanju najdragocenejšega človeških življenj, dokazujemo iz ure v uro, ko z vsemi razpoložljivi zmogljivosti delujemo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Na letališču Cerklje ob Krki smo gostili že več mednarodnih vojaških vaj in tako tudi mednarodni javnosti pokazali, da smo enakopravna članica zavezništva in smo na pogled nedosegljive cilje z znanjem, izkušnjami, strokovnostjo, vztrajnostjo in medsebojnim sodelovanjem dosegli. S ponosom trdim, da ste naloge tako doma kot v mednarodnem okolju opravili profesionalno, strokovno ter uspešno in nas kot take cenijo tako doma kot v tujini. Leto pred nami bo zopet dinamično in pestro. Čaka nas veliko zahtevnih nalog. Med njimi je tudi izvedba mednarodne vojaške vaje Jadranski udar, 7. zapovrstjo, ki je tudi osrednja vaja Slovenske vojske in bo v začetku junija potekala na širšem območju Republike Slovenije v sodelovanju z zavezniškimi državami. Nadaljujemo pa tudi 4-letnim poslanstvom v zavezništvu, v okviru katerega zagotavljamo transportni helikopterski modul v NATO odzivnih silah še nadaljnje 2 leti. Vsem pripadnikom Slovenskega vojaškega letalstva iskreno čestitam ob našem prazniku. Vsem želim mnogo uspehov in da bi svojo poklicno kariero še naprej gradili z velikim pogumom in odločnostjo. Hvala za požrtvovalno delo. S tem delom ste lahko pravičeno ponašate in se za njim tudi pohvalite. Hvala lepa. Hvala vam, poveljnik. Slovenska pevka zabavne glasbe, ki se nam je vtisnila v spomin s svojimi preobrazbami v oddaji Znan obraz ima svoj glas, se je prijazno odzvala našemu vabilu. Vabim Leo Sirk, da se nam predstavi s pesmijo Za Slovenijo živim. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, s njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, ni zdravilo da. Za Slovenijo
s njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim in me vodi tu. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in njo. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Najlepša hvala. Pred mikrofon vabim današnjo slavnostno govornico, ministrico za obrambo Andrejo Katič. Spoštovani župan, župani in predstavniki občin, kolegi poslanci, načelnik in poveljnik poveljstva sil, spoštovane pripadnice in pripadniki enot 15. polka vojaškega letalstva, sodelavci, gospe in gospodje. Vesela sem, da sem danes z vami v dnevu slovenskega vojaškega letalstva. Vaše korenine segajo že častitljivih 99 let v zgodovino. Pod okriljem Maestrovih enot, kot smo že slišali, sredi decembra 1918 sta bila ustanovljeni Mariborska in Ljubljanska letalska stopnija. Na današnji dan, leta 1919, pa sta pilota Vilko Peternelj in Franco Pancič poletela na izvidniški polet na Koroško in mitraljirala avstrijske enote. Slovenska letalska zgodovina pa je še daljša. Naš rojak Edvard Rusjan je novembra 1909 v Rojcah pri Gorici opravil prvi let z doma izdelanim motornim letalom EDA-1. S tem je Slovence postavil na letalski zemljevid sveta. Prav je, da se spomnimo, da je pred nekaj dnevi, 9. januarja, minilo 107 let od Rusjanove prezgodnje tragične smrti. Spoštovani, 15. polk vojaškega letalstva, ki združuje vse letalske enote Slovenske vojske, je pomembna komponenta naših obrambnih sil. Odgovorni ste za varovanje slovenskega neba. Vaše sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči je neprecenljivo. Reševanje v gorah, nujna helikopterska medicinska pomoč in v zadnjih letih tudi prevoz organov za presaditev so med najbolj plemenitimi in človekoljubnimi dejanji 151. in 152. eskadrilje in celotne Slovenske vojske. Na to smo zelo ponosni. Ste veliki profesionalci, ljudje z velikim srcem. Nesebično pomagate tudi v tujini. Dežurne helikopterske posadke so lani opravile 472 intervencij, prepeljale 488 poškodovanih ali obolelih in nekaj več kot 1000 reševalcev. Nad pogorišča pa ste odvrgli skoraj 500 000 litrov vode. Posadka Falcona pa je prepeljala 12 organov za presaditev. Skupno od marca 2015, odkar sodelujemo z Slovenija Transplantom, pa že 30. Veseli me, da smo uresničili vaš predlog in z dokupom posebne opreme omogočili, da ste lahko s helikopterji lani prepeljali tudi 19 dojenčkov v inkubatorjih, od tega enega iz tujine. Približno tretjino letnega naleta helikopterjev torej opravite v dobrobit civilnemu prebivalstvu. Pri tem upam tudi, da bo Ministrstvo za zdravje in medresorska delovna skupina oblikovala dolgoročno rešitev ureditve dejavnosti helikopterske nujne medicinske pomoči in sekundarnih prevozov. Ob vsem naštetem pa ne morem mimo dejstva, da ste imeli lani velike težave z zagotavljanjem posadk, saj so bili le redki piloti brez omejitev oziroma prepovedi letenja zaradi pretečenih licenc.
V določenem obdobju je 6 posadk opravljalo delo, ki ga bi sicer opravljalo 16 posadk. Težko si predstavljam, kako obremenjeni ste bili. In le vašemu požrtvovalnemu delu, strokovnosti in predanosti se lahko zahvalimo, da ste uspešno opravili vse naloge. Napotitve pilotov na simulatorje letenja smo sedaj uspeli rešiti. Upam, da do podobnega izpada v procesu usposabljanja ne bo več prihajalo, da nas je to izučilo, da je potrebno vse postopke pričeti dovolj zgodaj in upoštevajoč vse scenarije, ki lahko podaljšajo načrtovane časovnice izvedbe. Na drugi strani pa me izredno veseli, da ste v svoje vrste sprejeli nove sodelavce, mladega pilota, 4 letalske inženirje in 6 letalskih tehnikov in da se večje število kandidatov za pilote v vaši letalski šoli še usposablja. Žal kadrovske težave polka s tem še ne bodo rešene. S kadrovskim primanjkljajem pa se soočamo tudi v ostalih enotah Slovenske vojske. Sama pa ne pristanem na zaključek, da smo, če uporabim izraz, znotraj hiše naredili že vse, kar je mogoče glede pridobivanja in ohranjanja kadra. Že kar nekaj časa nazaj sem zahtevala ureditev področja kariernih poti, vojakov, počasnikov in častnikov. Menim, da je to eden izmed pomembnejših razlogov za sprejem osebne odločitve, vstopiti oziroma ostati v Slovenski vojski. Praksa dokazuje, da sedanja ureditev ni dovolj dorečena. Predloga zakonov o obrambi in službi v Slovenski vojski prinašata nekatere rešitve, ki jih danes ni. Država je dolžna zagotoviti zaposlitev za vojake po 45 letu starosti. Zaposleni za določen čas v Slovenski vojski bi dobili konec leta povprečno bruto plačo, ki znaša okoli 1600 evrov. Ovrednotenje prepovedi stavke letno 720 evrov bruto. Vprašanja, na katera naj odgovori javna predstavitev mnenj zakona o obrambi, sta posredovali le 2 parlamentarni stranki, kar me čudi glede na izražen namen na seji odbora za obrambo. Letos bomo razpisali večje število kadrovskih štipendij za srednje šolce, za tiste poklice, ki jih v Slovenski vojski nujno potrebujemo. Upam, da bomo tudi na ta način pritegnili v svoje vrste več mladih. Včeraj smo se na vladi seznanili z gradivom glede zahtev sindikatov javnega sektorja, ki so napovedali stavko. Opozorila sem, da je pri sklepanju rešitev potrebno upoštevati tudi skupino, ki možnosti stavke nima oziroma je zakonom prepovedana in zahtevala enako obravnavo pripadnikov Slovenske vojske z vsemi ostalimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju, zlasti ob upoštevanju omejitev, ki jih Slovenska vojska ima. Glede na dejstvo, da nova obrambna zakonodaja ni deležna podpore niti v delu koalicije, nikakor ni mogoče pristati na izhodišče, da se nekatere poklicne skupine poskuša reševati, druge, ki pa nimajo možnosti izvajanja pritiska, pa se pušča ob strani. To bo imelo dolgoročne in zelo usodne posledice za Slovensko vojsko, zlasti za njeno kadrovsko popolnjevanje, ki vse bolj postaja eden ključnih izzivov na obrambnem področju. Kar se tiče obrambnih izdatkov, sledimo sklepom sprejetega strateškega pregleda obrambe iz leta 2016. Posledično se krepi tudi investicijski ciklus. Pripravljamo se na nakup oklepnih vozil, inženirskih delovnih strojev, orožja, streliva. Dobili pa smo že 91 terenskih vozil. Kar se tiče 15. polka, končujemo projekte podaljšanja vzletno postajalne steze in rezervarjev za gorivo. Izgradnja gasilsko-reševalnega objekta v vrednosti 2 milijona evrov bo zaključena predvidoma v prvi polovici 2019. Pripravljamo se tudi na nakup mehanizacije za vzdrževanje letaliških površin. Že letos naj bi začeli z gradnjo 1,4 milijona evrov vrednega centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora na Brniku. Za 107. letalsko bazo bodo te investicije izrednega pomena. Izdelan in potrjen bo investicijski dokument za nadgradnjo vseh 34 letalnikov z novimi radarskimi postajami in transponderji. Želim si, da bi čim prej izvedli tudi investicijo v nove helikopterje, ki jih polk nujno potrebuje. Obstoječa flota Belov je, kakor sami najbolje veste,
že močno iztrošena in na tem mestu se lahko zahvalim pripadnikov 153 letalsko-tehnične eskadrilje, da tako dobro skrbijo za vzdrževanje letalnikov Slovenske vojske. Pričakujem pa poenoten predlog glede nadaljnjih vlaganj in razvoja. V zaključni fazi je postopek javnega naročila za nakup simulatorja za usmerjanje združenega ognja, ki bo omogočil usposabljanje v kompleksnih scenarijih. Investicija je ocenjena na 1,2 milijona evrov. Poleg tega tečejo tudi dogovarjanja z lokalnimi skupnostmi glede izvedbe in nadaljnjih vlaganj v infrastrukturo. Želela pa bi posebej poudariti tudi, da zelo uspešno sodelujete na domačih in tujih vajah. In tudi tukaj bi, kot je poveljnik izpostavila, vajo Jadranski udar, ki je za Slovensko vojsko izjemnega pomena. Zahteva večmesečne priprave celotnega polka, ki se zaključi z vajo usmerjevalcev združenega ognja. Lani je na njej sodelovalo preko 500 pripadnikov iz 20 držav. Veseli me tudi, da je sodelovanje med ministrstvom oziroma Slovensko vojsko in prebivalci Cerkelj v Krki pa tudi širše dobro in da poteka na različnih področjih. Na ta način potrjujemo, da je Slovenska vojska naša vojska in da je odprta ljudem. Pripadniki in pripadnice 15. polka. Vsi živimo pod istim nebom, pa nimamo istega horizonta, je dejal nekdanji zahodno-nemški kancler Konrad Adenauer. Prav je, da na svet gledamo s svojimi očmi, kajti vsak posameznik in vsaka enota je kamenček v mozaiku, ki na koncu tvori uspešno celoto. Uspešno in varno. Varnost mora biti v letalstvu vedno na prvem mestu. Vsi vi z vašim strokovnim znanjem ste zagotovilo, da bo slovensko vojaško letalstvo še naprej uspešno upravljalo zadane naloge in ohranjalo bogato tradicijo, ki jo imamo na tem področju Slovenci. Želim vam lepo praznovanje vašega praznika in mirno nebo. Srečno! Mladinski pevski zbor Osnovne šole Cerklje ob Krki nam bo slovesnost popestril z ljudsko pesmijo. Osnovne šole Cerklje ob Krki. Prebran bo ukaz o podelitvi priznanj 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. Enote, mirno! Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske številka 084-2/2017 do 89 z dne 12. januar 2018 prejmejo. Srebrno medaljo 15. polka vojaškega letalstva prejme Andrej Prinčič. Bronasto medaljo 15. polka vojaškega letalstva prejmeta Istok Fifold in Urban Polajnar. Bronasto plaketo 15. polka vojaškega letalstva prejme Janez Kraševec. Pohvalo poveljnika 15. polka vojaškega letalstva prejmejo
Mitja Črnilec, Aleksander Groše, Marjan Jerič in Marko Plazar. Zahvalo poveljnika 15. polka vojaškega letalstva prejmeta Mitja Biser in Zdenka Kovačič. Polkovnik Bojan Precelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. Na mesto, mar! Na mesto, brat. Poveljnika 15. polka vojaškega letalstva prosim, da podeli priznanja. Ministrico za obrambo in načelnika generalštaba prosim, da se pridružita podelitvi. Pristopijo naj prejemniki medalj 15. polka vojaškega letalstva Andrej Prinčič, Istok Fifold in Urban Polajnar. Pristopi naj Janez Kraševec, prejemnik bronaste plakete 15. polka vojaškega letalstva. Pristopijo naj prejemniki pohvale poveljnika 15. polka vojaškega letalstva Mitja Črnilec, Aleksander Groše in Marko Plazar. Prosim gospoda Mitjo Bisera, vodjo službe letališke kontrole zračnega prometa na letališču Cerklje v Krki in Zdenko Kovačič, da pristopita k podelitvi. Iskrene čestitke vsem prejemnikom in nagrada z aplavzom. V nadaljevanju nam bo Leja Sirk zaupala, ali so najlepše pesmi že napisane. Prosim, Leja. Ljubiti resnico
so častiti lepoto, ma res to ni to. Je dano poetu iskati, kdaj v svetu, kar je lepo. Preraščamo mite, navdih Afrodite, še pene večine. So zla in krivice, edine resnice za zgodbe teh dni. So najlepše pesmi že napisane. pridobitvijo ustrezne licence v letu 2017 je uspešno končal letalsko usposabljanje mladi pilot ter tako pridobil dovoljenje poklicnega pilota. Prebran bo ukaz o podelitvi letalskih kril pilotu Slovenske vojske. Enote, mirno! Na podlagi ukaza o podelitvi letalskih kril pilotu Slovenske vojske številka 603/22/2018-6 z dne 12. januar 2018 letalska krila pilota Slovenske vojske prejme Žiga Štekovič, polkovnik Bojan Brecelj, poveljnik 15. polka vojaškega letalstva. Na mesto, mor, na mesto. Iz postroja naj pristopi imenovani najmlajši pilot Slovenske vojske. Poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, polkovnika Bojana Breclja, pa prosim, da podeli letalski znak pilota Slovenske vojske, letalska krilca. Iskrene čestitke mlademu pilotu. Specialistično letalsko-tehnično šolanje po EASA Part 66 za pridobitev licence letalskega inženirja in letalskega tehnika
so uspešno zaključili naslednji pripadniki 153. letalsko-tehnične eskadrilije. Letalski inženirji Andrej Golob, Matic Franko, Rok Jazbec in Tadej Gračnar. Letalski tehniki Bojan Fijavš, Goran Šimic, Marko Vogrinc, Niko Šentak, Sašo Baumkircher in Tomi Mlakar. Znake 153. letalsko-tehnične eskadrilije bo podelil poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Bojan Brecelj. Pristopijo naj Andrej Golob, Matic Franko, Rok Jazbec, Tadej Gračnar, Goran Šimic, Marko Vogrinc, Niko Šentak, Sašo Baumkircher. Iskrene čestitke. Kvintet Orkestra Slovenske vojske nam bo zaigral melodijo Jožeta Privška Na modrem nebu. Kvintetu se zahvaljujemo za zaigrano melodijo. Enote, mirno, častni, holo, bravo!
Prizorišče slovesnosti zapušča zastavni oddelek 15. polka vojaškega letalstva. Prizorišče zapuščajo ministrica za obrambo Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek in poveljnik 15. polka vojaškega letalstva, polkovnik Bojan Brecelj. Častni pozdrav! Spoštovane pripadnice in pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, cenjeni gostje. Uradni del današnje slovesnosti je tako zaključen. Preostane mi le, da se vam zahvalim vsem skupaj in vsakemu posebej, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo ter tako dali dogodku pomen, ki si ga zasluži.